Današnja izredna seja je pokazala zelo enotno stališče dveh regij jugovzhodne Slovenije in Posavja glede problematike, ki je v prvi vrsti varnostna, seveda pa ima svoje korenine tudi v socialni, delovno-pravni in izobraževalni sferi. Enako so povedali tudi občinski svetniki in svetnice in seveda vsi smo pričakovali odziv vladne ekipe, odziv predstavnikov pravosodja, policije in tudi drugih organov. Predsednik vlade je danes napovedal zelo odločne ukrepe. Jaz seveda pozdravljam to najavo, predvsem si pa želim, da bo tako, kot so tudi na koncu v svojem sklepu sprejeli občinski svetniki in svetnice, da bo ta zakonodaja sprejeta še v mesecu novembru. Predsednik vlade je napovedal, da se bo ta zakon imenoval po pokojnem Alešu Šutarju in da bo seveda prinesel ukrepe, ki so bili do zdaj nepredstavljivi. Dejansko je verjetno res bila potrebna žrtev, čeprav je to nekaj, kar si ne zasluži nihče, da se je to v Sloveniji začelo premikati. Zgodbe, ki smo jih pa danes poslušali, pa seveda kažejo na to, da to ni neka površinska varnostna problematika, temveč varnostna problematika, ki ima resnično svoje korenine v organiziranem kriminalu, v mafijskih združbah in resnično morda zadnji trenutek ustavljamo to dogajanje. Ta klic, ki je bil dovolj, bo seveda odmeval in bo odmeval toliko časa, da se bojo stvari spremenile. Tukaj lahko v imenu vseh županov jugovzhodne regije in Posavja obljubimo, da bomo vztrajali, tako kot smo vztrajali od leta 2022, ko smo prvič predlagali zakonodajne spremembe in bili velikokrat zavrnjeni, tako bomo vztrajali tudi po današnji seji. Ne bomo se zadovoljili samo z besedami, štela bojo samo dejanja in ureditev razmer na koncu na terenu. Hvala. Katero od teh ukrepov bo po vašem najbolj učinkovit? Torej, v prvi vrsti gre za precej sprememb na področju pregona kriminala, veliko več pooblastil policiji, tudi poenostavljanje postopkov tako na tožilstvu kot v sodstvu. Predvsem je pa pomembno, da prvič govorimo o tem, da seveda treba povezati in preprečevati ponavljanje prekrškovnih in kaznivih dejanj tudi z ukrepi socialne politike. Res sem vesel, da sem prvič slišal te besede, ki jih je danes pač izrekel tako predsednik vlade kot minister za delo, družine in socialne zadeve. Jaz sem bil še 2 leti nazaj v parlamentu označen za fašista ob naših predlogih. Danes so predstavljeni veliko ostrejši ukrepi, pa kaže, da bojo za vse sprejemljivi. Tudi za podpredsednico Državnega zbora iz vrst Levice, ki me je pred 2 letoma označila za fašista.